V Slovenskem logističnem združenju izbiramo že 17. logista leta. Razpis je odprt do vključno 4. marca, priznanje logist leta 2023 pa bomo podelili na logističnem kongresu, ki bo potekal od 27. do 29. marca v Portorožu. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z direktorjem oskrbovalne verige v Ljubljanskih mlekarnah in dobitnikom častnega priznanja logist leta 2012 Tadejem Pojbičem. Tadej je od leta 2018 tudi član upravnega odbora združenja, v zadnjih letih zadolžen za razpis in izbor logist leta. Tadej, kaj vas je spodbudilo ali privlačilo, da ste se odločili za kariero na področju logistike? Kakšni so bili začetki? Ja, že v srednji šoli me je zanimala dinamika in sem želel delati na področju, kjer bom lahko dosti potoval, delal mogoče tudi v mednarodnih podjetjih in seveda sem prepoznal te možnosti v logistiki, zato sem se tudi leta 1993 zaposlil na Intereuropi, kjer sem začel kariero na Brniku. Kako logistika prispeva k rezultatom podjetja, k inovacijam, rasti in konkurenčnosti? Ali jo podjetja naslavljajo kot strateško funkcijo v podjetju? Ja, v zadnjih 30 letih lahko rečem, da se je logistika zelo dobro pozicionirala in tudi razumevanje pomembnosti logistike v podjetju raste. Tako da na začetku, ko sem začel, smo bili takrat tako imenovani špediterji ali pa organizatorji transporta, no danes pa te funkcije postajajo vedno bolj pomembne, ker je pač potrebno celoto pokriti, celotno oskrbovalno verigo. Tako da bil sem v karieri tudi v Tušu, eden izmed prvih, kjer sem pokrival celotno oskrbovalno verigo od nabave, skladiščenja do dostave blaga do prodajnih mest. In tudi v Ljubljanskih mlekarnah kot izvršen direktor za oskrbovalno verigo pokrivam zelo široko področje. Kateri so ključni elementi poslovne odličnosti logistike? Kako se logistična odličnost odraža navzven, kako jo lahko prepoznamo? Ključni elementi odličnosti logistike so, da pač zagotovimo blago ob pravem času na pravem mestu. Seveda je dostikrat to polno izzivov, predvsem, če je vpletenih več vrst transporta. V zadnjem času pa se vedno več srečujemo z izzivi pomanjkanja delovne sile, predvsem, če pogledamo na področju transporta, pomanjkanje voznikov v skladiščih, skladiščnih delavcev in podobno. Odličnost jaz merim v tem tako imenovanem OTIF-u, on time in full, kar pomeni, da vsa naročila izpolnimo v zadani ali naročeni količini in v določenih časovnih rokih. To je eden izmed ključnih kazalnikov, ki ga spremljamo tudi pri nas v Ljubljanskih mlekarnah. Kakšen je dober logist? Katere so njegove najpomembnejše veščine, znanja in lastnosti, ki jih mora imeti uspešen vodja oskrbovalne verige? Po mojem, dober logist mora biti odprt, vedno pripravljen se učiti nekaj novega, predvsem dovzeten na spremembe, znati poslušati in iskati vedno nove rešitve s ciljem optimizacije stroškov, kot tudi biti procesno orientiran, predvsem na področju tako imenovanih lean procesov, da delamo stvari, ki dajejo dodano vrednost oskrbovalni verigi. Dober direktor naj bi bil oskrbovalne verige ali vodja oskrbovalne verige, mora imeti širok pregled tako v svetu kot na domačem trgu. Tadej, kako ostajate na tekočem s trendi, razvojem in tehnologijami na področju logistike? Predvsem spremljanje objav, strokovnih člankov, revij, obiski sejmov
vse večjih, ker pač probam se seznati z vsemi novostmi in v katero smer se razvija tako avtomatizacija kot robotizacija, ki je eden izmed ključnih delov v naši oskrbovalni verigi, tako da predvsem dosti branja in seveda tudi ogledi dobrih praks tako doma kot v tujini. Imate veliko mednarodnih izkušenj z delom v tujini. Kaj v slovenski logistiki bi najprej spremenili, če bi imeli čarobno paličico? Zanimivo vprašanje. Najprej mislim, da je treba začeti z zavedanjem politike, da ima Slovenija geostrateški položaj zelo dober, kar se tiče logistike, vendar ga žal še do danes nismo znali prepoznati. Sosednje države nas prehitevajo, nažalost, in bojim se, da bomo, kar se tiče logistike in povezovanja, ostali nek samoten otok, če bomo tako nadaljevali. Seveda imamo kar nekaj dobrih fakultet izobraževalnih ustanov, ki so specializirane za izobraževanje na področju logistike, tako da to pozdravljam. Mislim, da moramo v ta del vlagati. Vidim, da je tudi med mladimi vedno večji interes, zainteresiranost za področje logistike, ker je to pač dinamičen posel, vsak dan je nekaj novega in tukaj lahko rečem, delamo 24/7, predvsem, če govorimo o prehrambeni industriji in dostavah svežega in pohorljivega blaga na prodajna mesta. Pa je taka oblika dela za mlade zanimiva? Ja, zdaj bom rekel, zadnje generacije se več ali manj posvečajo temu, koliko prostega časa bodo imeli in kako bi čim več zaslužili. Žal tukaj temu ni tako, kot sem omenil, logistika ali oskrbovalne verige, to je dinamičen posel in ker dostikrat je treba žrtvovati ogromno prostega časa, vendar če veš, zakaj delaš in ko vidiš rezultat na koncu, ker je vse merljivo pri našem poslu, potem pride tudi tisto zadovoljstvo. Seveda je pa treba iti korak po koraku. Bojim se, da so pričakovanja mladih danes zelo visoka, ki jih pa, bom rekel, glede na tržne razmere, glih ne moramo vedno izpolniti. Se pa trudimo, da pač prepoznamo potencialen kader in seveda vlagamo v njega z namenom, da pustimo, bom rekel, nek pečat in predajo znanja na mlajše generacije. Kateri so najpomembnejši izzivi in priložnosti, s katerimi se danes sooča logistična industrija v Sloveniji, v Evropi in globalno? Tako kot že omenjeno, največji izzivi so pomanjkanje kadra, potem nepredvidljivost političnih situacij po svetu, kjer nam nenehne spremembe, bom rekel, razna vojna žarišča povzročajo dodatne stroške. Trenutne razmere na Rdečem morju so zadnji takšen izziv, kjer, bom rekel, oskrbovalne verige se čas iz Far Easta ali proti Far Eastu podaljšuje, kar se tiče transporta, stroški rastejo in s tem posledično je potrebno tudi povečati varnostne zaloge s ciljem nemotene oskrbe trga ali pa proizvodnje. Tako da to so največji izzivi, nestabilnost, politična nestabilnost in, kot sem omenil, že kadri. Kakšno vlogo igra Slovensko logistično združenje pri razvoju slovenske logistike? Kakšne konkretne koristi in priložnosti nudi članstvo v združenju? Slovensko logistično združenje nudi veliko podporo. Moram reči, da sem osebno vesel, da smo uspeli privabiti v članstvo kompetentne in tudi največje logiste, kot tudi strokovnjake na področju te branže v Sloveniji, ki nas povezuje. Tako da enkrat letno imamo največji dogodek kongres logističen, ki je prišel v regijo.
to nam daje še dodaten zalet, predvsem, če vemo, da vsi, ki delamo volonterstvo, ker verjamemo, da lahko predstavimo in pustimo nek pečat v slovenski logistiki. Slovensko logistično združenje seveda organizira več dogodkov, tako izobraževanjem, tudi ogled dobrih praks in obiskov sejmov, kjer se pač lahko družimo in izmenjamo dobre prakse in še na ta način bolj povežemo. Ker na koncu koncev stroški logistike so tisti, ki lahko dajo konkurenčno prednost posameznemu podjetju. Ste prejemnik priznanja Logist leta 2012. Sedaj ste kot član upravnega odbora v Slovenskem logističnem združenju vodja izbora Logist leta. Je to priznanje vplivalo na vašo karierno pot v logistiki in kaj vam to priznanje pomeni po več kot 10 letih? Zakaj slovenska logistika potrebuje tako priznanje? Priznanje na Logist leta sem dobil leta 2012 za projekt celovite prenove distribucijskega centra podjetja Engrotuš iz Celja. Osebno mi je veliko pomeni, ker je to neko priznanje kolegov, seveda tudi fakultet, glede na to, da v strokovni žiriji izbora Logista leta niso samo logisti, vendar so tudi priznani profesorji, tako da mi je pomenilo to neko priznanje za dobro opravljeno delo. Osebno menim, da v Sloveniji premalo ljudi se samoiniciativno pohvali ali pa pove, da je nekaj dobrega naredilo v podjetju. Težko je vse identificirati, zato vse pozivamo k temu, da prijavijo ali kolegi ali pa se tudi sami prijavijo na izbor Logista leta in s tem pokažejo, kaj so uspeli v preteklem obdobju izboljšati na področju logistike in te dobre prakse deliti tudi z širšo javnostjo. Samo podjetje s tem tudi dobi na prepoznavnosti, kot tudi na, stroškovni ali pa procesni učinkovitosti na tem področju. Zdaj, mi smo v lanskem letu prenovili kriterije za izbor Logista leta, jih prilagodili današnjim razmeram, glede na to, da ni logistika samo premikanje blaga iz točke A na B, vendar se gleda tudi vedno več procesne usmeritve, gleda se tudi okoljevarstvo, zelena logistika, seveda logistika je tudi pretok informacij, vedno več digitalizacije, robotizacije in avtomatizacije, zato so bile potrebne te spremembe, ker konec koncev moramo biti dovzetni vsak dan na spremembe. Ko ste prejeli priznanje Logist leta, ste v enem izmed intervjujev svetovali kolegom logistom: delajte samo stvari, ki jih lahko merite, saj nas verjetno stvari, ki se jih ne da meriti, stanejo preveč. Bogatejši za dodatnih 12 let izkušenj, je nasvet še vedno aktualen, mogoče še kakšen? Da, moje mnenje je še vedno, da stvari, ki jih ne morem izmeriti, in to je ta lepota supply chaina, oskrbovalne verige ali logistike, da delamo vse, kar delamo, vidimo pozitivne in negativne stvari. Če smo naredili nekaj dobro, se to pokaže, na rezultatih lahko zračunamo, obratno enako, če je negativno, in seveda takrat imamo možnost tudi analizirati in popraviti stvari. Res je, moja trditev še vedno enaka, da pač, če ne moramo meriti, ne vemo, koliko nastane, zato moramo biti pri tem zelo previdni. In mogoče dodatno še to, da pač seveda gledamo vsi skupaj na to, da ne smemo pozabiti, da oskrbovalna veriga v podjetju je samo eden izmed povezovalnih členov večjih oddelkov in spremembe, ki jih delamo, jih moramo delati vedno timsko, skupaj, tako za prodajnim oddelkom, tako za marketingom in ostalimi oddelki, zaradi tega, ker mogoče naše ideje ali pa zmanjševanje stroškov na eni strani lahko pomeni povečanje ali pa celo zastoje v samih procesih v drugih oddelkih, zato moramo biti tukaj zelo previdni. Hvala. Prosim.